Informirati vse naše Slovence, ne glede na svojo politično pripadnost, niti versko, niti katero drugo. Mislim, skušamo čim bolj objektivno informirati, predvsem o tem, kaj se dogaja v Sloveniji in kaj se dogaja Slovencem po svetu. To pa, kolikor dobimo informacije. Imamo nekatere časopise, ko dobivamo iz zamejstva, mislim, ta Novi Matajur, potem iz Koroške ne dobivamo nič, to se pa informiramo potom STA, Slovenska tiskovna agencija, ukolikor te informirajo o dogajanjih v zamejstvu. Predvsem so všeč našim poslušalcem intervjuji z raznimi Slovenci, ki prihajajo v Argentino, ali Slovenci, ki so v Sloveniji. Ta slovenska radijska oddaja o KNC v Sloveniji se lahko posluša po celem svetu potom interneta. Naš naslov je www.amsplendid.com.ar. Imamo med 80.000 in 100.000 poslušalcev vsako soboto, kajti ta oddaja se predvaja vsako soboto od 13. do 14. ure popoldan, to je naša lokalna ura, argentinska ura. Dvojezična oddaja pa zaradi tega, ker tej prisluhne veliko domačinov in tudi pripadnikov drugih narodnosti, ki živijo tukaj v Argentini. Muzika jim je všeč, glasba jim je všeč, predvsem mi vrtimo narodno zabavno glasbo. Sodelovanje pri televizijskem mediju je trenutno še domena posameznikov. Naša televizija je edina odprta televizija, ni kabelska televizija, tudi v Bariločah, se imenuje Kanal 6. Že več kot 28 let jo imamo tukaj v Bariločah. Novic imamo vsak dan 40 minut iz Bariloč, stvari, ki se tukaj dogajajo. Imamo vsega, šport, politika, kultura, recimo, vsega, kar se dogodi vsak dan tukaj v Bariločah. Seveda, mi delamo vsak dan, da so vsi, ki živijo v Bariločah, so v televiziji, v naših novic, ampak je lažje, če sem v tem trenutku jaz, in tako je tudi mogoče malo več Slovencov v televiziji. En el estilo de Radio 6, con Antonio Sidar. Buen día, Bariloche. Hacemos con usted la mañana de Radio 6. Trdna gospodarska podlaga je opora vsem ostalim dejavnostim. V zadnjih letih pa se čutijo posledice globoke ekonomske krize, ki je zajela Argentino. Izsek z tega področja. Slovenci v Mendozi, večina smo samostojni obrtniki, imamo tako rekoč majhne podjetje, imamo zdaj s tole krizo zelo hude probleme, zato ker se nam je zmanjšalo malo prodaja v Argentini in bi bilo lepo, da tako kot Slovenija pomaga zelo za kulturo po svetu, da bi tudi imeli stike gospodarske, da bi to bilo korist za Slovence v Evropi, pa za Slovence, ki delamo v Argentini. Dolg čas je zmeram po Sloveniji, nas vleče, ker so naši starši nas naučili, pa to. Kaj smo mogli pokazati, kaj je Slovenija, tukaj prijatelji v Argentini. Se dobro počutili, zdaj smo zmeram prijatelji, pridejo pa to. Smo vse naredili po našem. Potem se pa tle, malo iz Elsam delamo, sode, kadi, parket, pa vse take stvari. Pa se dobro naprej peljamo. Tle je malo, ni sigurna stvar, se moramo veliko merkati. Dol pa vem, da ni take, tudi to me tudi uleče. Tle se zdaj preveč krade, moramo vse se merkati. Je veliko stvari nazaj vleče. Smo iskali, ampak nikoli ni bilo te prave zveze, kaj naredili v Sloveniji. Smo mislili iz Ribniča prinesti, pa da bi tle predajali, vse to, se dol delajo žlice, pa to smo imeli, to moj svaki, vse to praštimo, pa nismo prišli, nismo nič do tega prišli. Normalno je, da se vsak Slovenec v diaspori sprašuje o prihodnosti naše
slovenske skupnosti. Predvsem govorimo tukaj v Argentini, čeprav gre za diasporo nasplošno. Vendar tukaj v Argentini je naša slovenska skupnost najdalj časa, najbolj živo vztrajala v tem in še vztraja. Tako da je normalno, da se o tem sprašujemo. Dejansko so se spraševali o tem že desetletja prej. Ampak danes, ko smo že prekoračili 50 let, se seveda ponovno in močneje sprašujemo o tem. Če človek racionalno gleda naprej, boš moral nujno priti do zaključka, da se bo enkrat morda sila, ki nas je od vsega začetka navdajala, enkrat izrabila. To je pač normalno, to je vsako življenje ima to v sebi. Začetek, velika energija, ki potem počasi ugaša. To je naravno, zato ne bi smeli na to ugašanje naše skupnosti tukaj preveč tragično gledati. Je to nekaj naravnega. Zadeva pa, kot pravim, je v tem, kako bomo do takrat prišli in kaj bomo do takrat še ustvarili. Nedvomno je, da smo danes recimo drugačni, kot smo bili pred 50 leti. In če bom rekel malo bolj tako optimistično, brez dvoma bomo čez 100 let drugačni, kot smo danes. Pa postavljam 100 let, zato da se ne bo kdo preveč ustrašil. Po 40 letih približno absolutne ločenosti, ponavljam, absolutne, nemogoče povezave, razen preko privatnih pisem, pa kakšnega potovanja takole, ko je bilo vse zaprto, ko ni bilo nobene povezave, se je leta 1991 zadeva popolnoma obrnila in je v teh 10, 11 letih, 12 že, nastala ena zelo velika in bi rekel, da kar precej plodna izmenjava, ki je seveda vedno bolj naravna, pa ne zaradi 5. člena slovenske ustave, po katerem mora matica skrbeti za izseljence. Mislim, da je prihodnost res zaznamovana z močnim medsebojnim vplivanjem, tako da je ta izmenjava lahko v velik plus in v velik doprinos k temu, kot dostikrat imenujem, univerzalnemu slovenstvu. Če je dejstvo, da je Slovencev malo, v primeri z drugimi večjimi narodi, je pa tudi to res, da povsod najdeš Slovenca. Slovenska skupnost v Argentini je dolga leta živela sama zase, kot bi bila na nekem kulturnem otoku. Teh časov je konc. Danes je bodočnost naše skupnosti odvisna od slovenske bodočnosti v celoti. Gre za bodočnost slovenskega naroda. Doma, v zamejstvu in v zomstvu. Dolgo leta je bila Slovenija neka vrste abstraktni pojem, idealiziran. Danes so Slovenija konkretni ljudje. Večina od teh ljudi nas ne pozna in si ne predstavlja, kako živimo, in do neke mere se isto dogaja z našimi mladimi. Zato je odvisno od nas in od rojakov doma, da ta abstraktni pojem postane konkreten in da se začnemo razumeti kot ljudje, ne samo kot koncept. Slej ko prej se moramo v boji navaditi, da mislimo in gledamo na celoto in ne na posamezen del. To je izziv. Izziv je treba sprejeti, ga vzeti v svoj življenjski program in potem ga človek lahko preseže in je lahko velik korak za nas vse. Enoten slovenski kulturni prostor, ki ga izraz, ki ga uporabljate v zamejstvu večinoma, in Slovenija v svetu, ki ga uporablja, mi sta ista realnost. Mi smo v Sloveniji v svetu začeli govoriti pred 30-40 leti, govoriti in pisati. Takrat je bila to ideja, vizija, danes je realnost. Boljše rečeno, danes je možnost, konkretna realna možnost. Odvisno je od nas, zunaj in rojakov doma,